Pred dobrim tednom se je končalo svetovno veslaško prvenstvo na Bledu. Da je minilo s pohvalami za organizacijo dogodka, so zaslužni tudi ljudje, o katerih se običajno ne sliši veliko – merilci časov. Od štarta do cilja so svetovno veslaško elito spremljali tudi merilci tajminga Mojstrana, ki ga skupaj s sinom Alešem vodi Matevž Podrekar. Z meritvami na smučarskih tekmovanjih smo začeli v Mojstrani v 50-ih letih prejšnjega stoletja. In sicer s štoparcami, ročno merjenje, to so take štoparce, kot ste tukaj videli. Bila je že tudi mednarodna tekma v Mojstran, v tekih. Kasneje, ko smo nabavili elektronsko uro, ki je uporabljala iste štoparce, samo da je bil elektronsko vodenje, to se pravi fotocelice pa štart, smo pa že prevzeli tekme v alpskih disciplinah, v Kranjsgor, to se pravi v republiškem oziroma državnem merilu in kasneje že v mednarodne tekme, ki so se pol preimenovale v razne memoriale in FIS tekme, pol kasneje pa celo svetovni pokal. Povpraševanje po storitvah merilcev je bilo vedno veliko. Tajming Mojstrana zdaj meri čase veslačev na mirnih in divjih vodah, motoristov, gorskih kolesarjev, plezalcev, smučarjev. Celo pri tekmi avtobusov so nekoč sodelovali. Od pomembnih tekem so pravzaprav sigurno sodelovanje na olimpijadi in celotno organizacijo, to se pravi merjenje in obdelavo rezultatov na svetovnih pokalov. Mislim, pomembno zaradi tega, ker to je že širši obseg, ker sodeluje televizija, razni terminali za novinarje in reporterje, tako da je to tak večje delo, ki se je začelo pravzaprav 85. leta po olimpijadi v Sarajevu. Merilci moramo neprestano slediti razvoju in imeti najnovejšo opremo, tudi zaradi televizije in interneta, pravi Podrekar. Mislim, tisti, ki se ukvarjajo z proizvodnjo teh naprav, kar jih je zelo malo na svetu, razvijajo predvsem prikazovanje časov tekmovalcev in še dodatnih stvari, kot so recimo naprimer tudi teža tekmovalca, pa starost in velikost in tako naprej, ali celo srčni impuls, da je to že med tekmom prikazan za publiko oziroma gledalce. Čas in vse tisto, kar je uvrstitev, tisti moment, ko pride skozi cilj tekmovalc, že mora biti podatek v javnosti, katero mesto je zasedel, kar mogoče že pred 20 letom še ni bilo možno.